Dobro jutro, Iztok. Živijo. Niso rožnata. Ne, so pa zatemnjena, ne. Ja. Veš, kak je? So z dioptrijo, -3, ker če jih dam dol, kam si Ne šla? vidiš, Ne vidim. Dobro. Pa temna so in so cool, ne. In potem ne vidiš, ampak si hkrati cool. Ampak si hkrati cool. Ok, dobro. Iztok, hvala, ker si prišel. Danes zgodno jutro, sploh za... Ne govori, Vse v redu. sploh ne govori. Zdaj predvidevam, da bo neka seksualna vprašanja, jaz pa bodo. lepo spim. Greva kar takoj v akcijo. Ne, pred 12 uro ni seksa. Ne, ni seksa. Kaj pa pol pred 12? Spanje in Dobro. priprave za naprej. Ampak potem je pa cel dan razmišljanje o seksu, ali? Cel dan? Cel dan. Okay. Ker jaz nisem kvalificirana, ampak je fajn biti vse ved o seksu. Ne, to je v bistvu prekletstvo. Jaz bi To je tudi rekla. prekletstvo, ker te sprašujejo non-stop eni ljudje, tudi ti med drugim, ne, me sredi noči mi pišeš isto, kaj jaz naredim, le, kar pogumno, Manja, kar pogumno. Kar pogumno, ja. Vsi me sprašujejo, kaj pa to in povem že na koncu, jih imam malo dost, pa rečem, da ne se na koga drugega obrnejo. Ja, pa če nobenega ni, če vsi ostali so pa že umrli, streko le, čaki, ne. Knjige berete, na internet pejte, ne, pa ti to boš poveš. Tako da je prekletstvo to znanje, ne. Ja. Ampak čakaj, mislim, pustimo zdaj to, da te drugi nadlegujejo. Pa kaj pa, ko si ti sam pač Sam sabo. predtem tudi, ko si predtem, da boš pač neko dekle zapeljal ali kakoli. A je to tudi lahko prekletstvo, ker v bistvu ti že, če veš vse vnaprej, pa če nič ne pričakuješ več, potem si pač človek brez pričakovanj. Ne, veš kaj je problem? Ali pač? Da punce od mene pričakujejo vedno nekega vrhunskega ljubimca. V bistvu pa nisi. V bistvu pa nisem, ne. Žal je tako, mislim, imam slabe in dobre dneve, pa tako je, ne. Odvisno, kako se skero... Veš, kak je, ne, kak se skero punco poštekaš, zdaj, da bi jih imela tu, ne vem, 30, bi rekla ene, Jezus Kristus, ta Istok, ene pa, kak je bil fajn, ne. Tako da ni pravil, da bi jaz rekel, da sem zdaj ful dober, z eno sem, z drugo ne, ne. Ampak, ok, ti si toliko v tem biznisu, a ne, pač porno, zvezde, z vsemi se družiš, a ne. A kdaj razmišljaš tako malo o zadnje tega, sej eno je, a ne, kar predstavlja, drugo pa mogoče zdaj v tej družbi hipnega nekega zadovoljstva, ki ga zgleda, da vsi iščejo, ali je to plus ali je minus, ali bi mogli malo zmanjšati pornografijo, ali je to... Kakšno je tvoje mnenje o tem? Ne, zdaj zadnje čase... Ker vidiš, kako živimo. Ja, ne, glej, zadnje čase opažam neke ideje, da je pornografija škodljiva, da je masturbacija škodljiva, da je seks škodljiv, celo to opažam, ne. Ampak jaz pravim, vse v zdravi meri, ne. Zdaj, da boš ti 24 ur na dan gledal pornografijo, da boš 24 ur na dan seksa, boš umrl v roku 14 dni, to ni pametno, ne. Vsako stvar, ali je to hrana, je to pijača, je to, ne vem, nek hobi, po pameti in zmerno, ne. Ampak takrat, ko se pa to lotiš, pa uživaj na polno, ne, in jaz nekih slabih strani tega ne vidim, no. A veš, bi si rekel, zdaj pa pornografija je to. Ne, lej, če je po pameti, če je na pravi način, zakaj bi to bilo škodljivo, ne. Lej, enkrat se živi, uživimo, imejmo se lepo, tako da ne počne vse, kar želi in ta neka pravila, deli to, ne glej tega, to je brez veze, to je brez veze. Ampak te je kdaj to, a veš, zato, ker si toliko v tem svetu, ne vem, da si potem tudi imel, ne vem, v glavi občutek, pa se jaz pa znam samo tako seksat, ne, kot je v porniču, ali si ti ljubimec pravi tako. Ne, to pa ne. Mislim, se ne govorim, da mislim ti. Ja, vem. Ne, to je pa, veš, ampak to je spet smo pri tej spontanosti, ne. Ni pravil, ne. Se vrloš pa rekel, zdaj pa jaz obladam, ne vem, kunilingo, še rečem strokovno, ker je zgodna ura, ne. Ali pa, ne vem, položaj 69, ali pa dogi, ali pa whatever, karkoli že, zdaj bom pa to naredil to. Kaj pa, če tisti to ni všeč, ne. Tako da vsa znanja, ki si jih pridobiš skozi življenje, pri vsaki punci ne grejo skozi, ne. Se pravi, spontano, poslušaj žensko telo, poslušaj njene želje, poslušaj, kako se ti odziva, kaj ti sploh govori njeno telo, ne. In na osnovi tega ti potem se predaš temu, ne. In potem, kot pride do strasti, takrat ne razmišljaš, kaj bi, kako bi, ampak se predaš, ne. Poanta dobrega seksa in dobre spolnosti je spontanost, ne. Ne načrtuj, ne planiraj, ne imej v glavi, kaj boš z njo počel, ker ne boš to naredil, ne. Prepusti se dogajanju. Če si pa slab, si pa slab. Ne bleferi, da si dober, ker bo kmalu zgrundala, da nisi, ne. Bodi kar si, ne bleferaj, ne. Ampak ti ne blefiraš, da veš vse, ti dejansko veš vse o seksu. A je to res? A je to samo uklicano, ali so to drugi rekli? Ne, pazi, zdaj veš, ta samo uklicana... Ajde, da slišimo. Ne, Michael Jackson, ne, so ga tudi drugi uklicali za kralja popa, pa se strinjal s tem, ne. Zdaj, zakaj se jaz ne bi strinjal, ne? Če reče Isto Gartner, kralj seksa, ja, v redu, okej, če ste tako rekli, pa bom, ne. Ne, vsakič, seveda, ti še kaj manjka. Zdaj, kaj pomeni vse znati, ali teoretsko, ali praktično razumeš, ampak ne, jaz mislim, da v vseh teh letih, ko smo na
svetu se pa nekaj smo se pa že naučili. No. Nekaj smo se, pa še se učimo vedno. Ja, vsak dan, vsaka ženska je nova šola. Vsaka ženska je nova šola in vsaka ženska te preseneti s kakšno posebno željo, s kakšnim posebnim fetišom, s kakšno posebno razburljivo zgodbo. Če čakaj, kva, to je te všeč? Ok, no, pa probam. In probaš? Ja, veš, to pa moraš. Vse ali nič. To pa moraš, to pa vedno. To je življenje nasplošno, ne? Ti imaš v bistvu tvoji šovi, tvoji podcasti, vse ali nič. Pa če vprašaš, kak je na jeziku, ne? All in. Pa kaj, a si imel kdaj, ne vem, kakšen odgovor, ki še tebe presenito ali pa recimo šokiral? Najprej te to vprašam. Ja, zdaj pri teh znanih Slovencih, ne, bom rekel ne. Tam me bolj šokira, koliko mal sem nazaj dobil, pa koliko mi je nerodno, ne, ker me v glavi, da če bo neka punca priznala, ne vem, da je uživala v analnem seksu, bo zgubila pokrovitelje, pa jo bojo čudno gledali, ker pri nas je pač tako. Ali pa sam noče povedati, mogoče je sam neroden. Ne, to, mislim, ne verjamem, ampak misli, kaj bodo pa rekli drugi, če bom jaz zdaj to javno povedala. To je naš osnovni problem v Sloveniji, medtem ko porno zvezde, pa punce z industrije, tam te pa kaj šokira. Ja, pa rečeš čakaj, wow, sem tukaj to ne smem zdaj razlagati, ker je jutrajne ure, ne manje, to moramo paziti, ker te bojo prepovedali mene in tebe in cel planet TV, to moramo paziti. Bomo pazila. Kulturno moramo, ja. Okay. A pa je kakšna stvar, za katero te je pa žal, da si vprašal, ne vem, da je bilo preveč, ne vem, provokativno, ali pa kaj gledaš za nazaj, ne? Ja. To tele tvoje stare posnetke, veš, veliko je bilo tega... Zdaj smo malo v drugačnih časih, ne? Ja, ne, veš kak je, ne, mislim, da bi mi bilo kaj žal, ne, ker res mislim, da ravno to, da smo v drugačnih časih, se ne smemo predati, ne, jaz gledam zdaj, danes je vse sporno, danes je vse kontroverzno, danes vse užališ, ampak ta politična korektnost, ki se je zdaj pojavila, mi gre strašno na živce, ne, ker če ti to dobro zapakiraš, v humor, na pravi način vprašaš, pa če veš, da je takšen pogovor, zakaj bi to zdaj z koga užalo, zakaj bi zdaj ali užališ feministke, ali geje, ali lezbike, vedno nekoga užališ, ne, ampak ta svet se mi ne dopade. Ta svet, kjer je vse kontroverzno, se mi ne dopade. Ja. Dajva mi da pogledati mogoče eno tako, ne bomo rekli, da je to kontroverzno, ti si v bistvu dosti podoben Grašotu, ne? Ti si imel ta problem, da te je tudi Grašo zamenil zase, ne? Ja, drži, ko je on zbolel, sem ga jaz nadomestil pri tistih puncah, ki on ni shendla, ampak zdaj, kadar si jaz brado malo skrajšam, je to manj, kadar imam pa malo daljšo brado, je pa to izjemna, kje? Ja, mislim, da imamo, ne, to so rožice, imamo to fotografijo. Ne fotko gor, ne? Ampak kaj je on potem takrat rekel, ko... Ne, veš, kaj je bil hec, ko smo se prvič mi srečali pred leti, ko še njega ni bilo v backstage, pa je bil njegov band, so za par sekund ono... To je stara fotka. Ti sem res, lepo. Ja, ne, to so bile zgodbe, res, da je on mičkem večji od mene, no recimo tu... A lahko poslušava? Dajmo poslušati, kako poješ. Se odpiram usta. Dajmo, ne. Ne, zakaj si lepo? Ne. Dajmo malo pokazati. Ne bomo lagali. Kako on poje. A se sliši? To pa pojem jaz. Ne. Na tem posnetku pa res pojem. Opa, to je pa edini posnetek, kjer pojem. Ja, bravo. Kaj si ti mal nor? A to pa zdaj res ti poješ, kaj? To si pa res ti pol. Dobro. Te pravi, te čaka tudi ta karijera lahko Latin Loverja iz... Zdaj te ne poslušam, zdaj se bom gledal, zdaj me ne zanima nič, zdaj se bom gledal. A zdaj se boš gledal? Wow. Ja, kaj si vprašala? Karijera? Ne. Karijera tega. Karijera odpiranja ust, to je moja domena, kadar prije do petja. Znam pet, ampak ne priznam tega na glas. Ej, sicer pa si prijatelj oziroma prijateljuješ z Roko Cifredijeva, ne? A je tvoj prijatelj? Veš, kaj bi rekel, glede na to, da smo občasno na vezi tudi po teh, bravo ga, kar je Tom Cruise za Hollywood in Roko Cifredi za porno svet. Spoznala smo se seveda 2 leti nazaj na Ljubljanskem sejmu erotični, ker sem jaz voditelj. Ne prej, jaz sem mislila, da si njegov prijatelj že. Ne, zadnje 2 leti. Malih nog. Ne, žal ne. Zadnje 2 leti, ampak smo postala pa velika prijatelja in vedno se pogovarjamo tudi po Messengerju, pošiljamo kakšne videe, on se rad hvali, koga vse videe pa si pošiljate? Pustma, to ni za javnost. Ampak je fajn človek, pa podobni je Dr. Houseu, če gledaš, Hugh Laurieju, igralcu, če dobro pogledaš, in to sem jaz prvi men, da njemu povedali, smo se režali na polno, tako da Roko Cifredi je legenda, evo le tukaj tekmujemo, kdo ima večjega. Ja, in kaj ste ugotovila? Se videla. Ja, ne vem. Ja, dober, nisem gledala pod mikroskopom. Zavrt nazaj, pa dajte pauzo. Ini pa avti, no v glavnem. Dajva mi da pogledati, kaj si meni prinesel. Ja,
Mislim, ne Izgleda- to sem prinesel. Ne, pokazati meni v smislu... Ne, dam ti ne, Ne dam bom ti ne. nič vzela, no. Okej. To je moj letnik, ali je? 82. 82-letnik, Michael Se Jackson, vrtam Thriller, moj najljubši in najboljši pevec vseh časov. Tudi moj. In sem rekel, to moram prinesti s sabo, pa ponazarja pa mojo veliko strast do zbiranja vinilnih plošč. Ne. Jaz sem In padel na to. poslušaš? Veš ko. Imaš doma, vidiš? Jaz imam preko 3000 vinilnih plošč in to zbiram res strastno in Michael Jackson pa Prince imata posebno poličko. Ja. Wow. Sej, mislim, da to zdaj zelo velikim zamahom se tudi vrača. Ok, hello. To je pa Marlon Brando, Godfather. z filma Butter, en mojih najljubših filmov, pa tudi seveda ponazarja mojo veliko ljubezen do filmov in filmske kritike. Namreč filme obožujem, odkar vem za sebe, tako da je primerna stvar. Je pa crknila baterija, ker je govoril, ne. I'll make him an offer he can't refuse, je rekel, ne. Ampak žal je ne dela več, ampak je pa Zdaj je pa lahko fajn. tole, veš, če si Ja, žiček, ne, da se ga je, malo se je. tp. Fajn je, fajn je. To tudi s Krugerjem si se pogovarjal, ne? Ja, Freddy Krueger Robert oziroma Englund, Freddy igralec. Krueger, to je bil pa en mojih najljubših intervjujev, mislim, da preko uro pa pol je trajalo in smo vse obdelala in kaj je on spoštoval je to, da sem vedel tudi za tiste filme, ko drugi ne vedo in me pol na koncu objel in je bil ful vesel in se je ful razgovoril. Lej fotografija, Pogledaj, ne, to sta vidva. Svet filma imam rad. To sta vidva, Ja, to sta a ne? vidva, ja, bravo, ja, ful. Ja. Ker bil sem pa tudi v Cannesu, veš, 2 leti nazaj in tam sem pa tudi na pol metra tako s tabo spoznal Johnnyja Deppa, Harrisona Forda, Salmo Hayek, Naomi Campbell, Wow. Leonardo DiCaprio, Ok, za Salmo Scorsese. sem ti malo ljubosumna, Salmo Noro, bi ne, tudi jaz to je noro, res. Kaj pa je tole, Winnie the Pooh? To je pa Medvedek Pooh, moja najljubša knjiga vseh časov. Ne? In jaz sem fan Medvedka Pooha, pa moj pomeranček Črni Pooh je dobil ime po Medvedku Poohu. Skratka, in na faksu predšolske vzgoje, ki sem jo študiral, by the way, to ne vem, če veš, zdaj veš, sem naredil seminarsko nalogo o mladinski književnosti Medvedka Pooha in sem rekel, da bi ga mogel Woody Allen igrati in sem dobil 10, in mi ni bilo treba iti na izpit. Ne? Je bila tako Bravo. navdušena profesorica. Tako da Medvedek Pooh je car, ne? Super. Največji. Istok, najlepša hvala. Jaz bi te lahko še spraševala po moje 2 uri. konc, Ja, zakaj? to ni podcast. Vem, zakaj si prišel v Ljubljano za te 10 minut. Veš kaj, pa vsaj tako en quickie zjutraj, lej, tako da rejkaj na to. Nisem jaz. Ne, Ne, dobro, no, zjutraj, če nimaš časa, no, Ne, Petrini sem zajtrk. zjutraj. Ne, Okej. oprosti. Po 12. torej. Oprosti, po 12. Hvala, Istok. Hvala lepa tebi. Vse se bo pa še pomenila Kdaj? za odrju. A ja, za Ne, da te odrju, še okej. malo kakšen kviz vprašam, da vidim, če res vse veš. Okej, Me zanima tudi seveda. mene, kaj nič ne vem. Seveda vem, ti sem pač. Okej, bom.